Hello in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Lucija in sem vesela, da ste kliknili na tale video, ker končno delam Q&A za katerega ste me res dolg časa prosili in končno sem se spravila. Tako da, dajmo kar začeti. Odgovorila bom na čim več možnih vprašanj, ki ste mi jih zastavili na mojemu TikTok accountu, če me še ne followate. Pejte si počekirati moj TikTok, lucija.97. Če pa TikTok lih ni za vas, sem pa seveda tudi na Instagramu, ker je Instagram že od nekdaj v mojem srcu, tako da pejte si počekirati tudi moj Instagram. In ja, to je to. Jaz imam vprašanje tudi na računalniku, bojo se pa tudi pojavila tukaj, zato da boste lažje spremljali. Prvo vprašanje zdaj ima 3 vprašanja od gospodiča oziroma gospodične Carpe Die. Maybe Carpe Diem, nikoli ne veš. V glavnem, kaj te je mikalo, da si šla za stevardeso? Torej, iskreno povedano sem si tako že ne od nekdaj želela, ampak vedno me je navduševalo delo stevardes. Nisem si pa nikoli mislila, da bi kdaj šla sama za stevardeso. V bistvu, da sem se prijavila, me je spodbudil moj bivši fant, ker je vedel, da rada potujem in gor dol, in potem smo prišli do tega, da sem dobila službo. Tako da ja, bilo je zelo spontano lansko poletje oziroma začetek poletja. In ja, zaključila sem šolo, nisem imela v bistvu nobenih planov še za prihodnost, nobene službe na vidiku, v bistvu je bila to moja prva služba, ki se mi je ponudila. Tako da sem rekla, da zdaj, ker sem mlada, lahko sprejmem in ja, zakaj pa ne. Drugi del prvega vprašanja. Koliko je bilo ostalih kandidatk na selekcijskem postopku? Torej, zdaj ta postopek, to je Open Day, ki ga Emirates organizira v različnih državah. Ko sem šla jaz na Open Day v Maribor, je bilo ostalih kandidatk, mislim, da 80 in pa 20 fantov. To pomeni, vse skupaj nas je bilo 100, tam, 100. In potem imajo v bistvu eliminacijski postopek, ki imajo kroge in moraš odgovoriti na pa vprašanj, pokazati svoj življenjepis, govoriti z njimi, v bistvu komunicirati, zato da vidijo, kako je tvoja angleščina in bla. In na podlagi vsega tega v bistvu izločijo določene ljudi in potem, če prideš do finala, ti ponudijo v bistvu možnost za službo. In ja, tako je bilo zdaj to pri meni. Majčkeno bolj podrobno povem v mojem prejšnjem videu, life update, življenje, diploma oziroma neki Dubaj, bom ga dala tukaj gor. Ne, mislim, da je tukaj. Spet ne vem, na kateri strani je. V glavnem, tukaj gor se bo pojavil link in si lahko pogledate tudi ta video. Tretje vprašanje je, kakšne veščine moraš pokazati kot stevardesa? To lahko rečem nasplošno za vse. Komunikativnost, znanje angleščine, pozitivne obrazne mimika. Moraš se znajti v določenih situacijah, predvsem delo z ljudmi oziroma delo z strankami. In pa seveda moraš biti resen ter pa delati. Naslednje vprašanje je od Nine. Nina, hvala, da si postavila vprašanje. Jaz sem bila tak wow, ker sem te mogla že na Insta followati, thanks. Si pa po izobrazbi vzgojiteljica. Kako je izgledalo šolanje za stevardeso? Torej ja, po izobrazbi sem vzgojiteljica. Tukaj pa lepim zraven še en drug vprašanje od Leonardota, na katero šolo si hodila in ali ti je bilo šolanje težko. Tako da bom odgovorila na oba vprašanja skupaj. Torej, hodila sem na srednjo vzgojiteljsko šolo in pa gimnazijo v Ljubljani 4 leta in potem sem nadaljevala moje šolanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Tako da sem lansko leto, 19.9.2019, diplomirala. Ja, tako da sem diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Šolanje se mi ni zdelo težko, razen določenih predmetov oziroma profesorjev, o katerih javno ne bom govorila, ampak ja, jaz mislim, da če si nekaj želiš oziroma če si pripravljen za to delati, se da narediti brez problema oziroma brez kakršnih koli težav. Kako pa je izgledalo šolanje za stevardeso? V bistvu, ko sem jaz prišla v Dubaj, sem imela 2 meseca urjenja. V bistvu to urjenje je kakor šolanje. In hodili smo na faks oziroma v eno drugo stavbo tukaj v Dubaju, kjer smo se učili teoretične podatke in pa seveda tudi praktično. Praktično smo imeli prav simulatorje, to pomeni
dobesedno je bil zgrajen avion, v katerem smo imeli strežbo, se učili strežbo, kako se odzvati, če pride do požara, kako se odzvati, če pride do grozne turbulence, kako se odzvati, če se potnik poškoduje, kako se odzvati, če se zgodi karkoli. In ja, to je potekalo 2 meseca in potem smo v bistvu začeli leteti in vsako leto obnavljamo to znanje, tako da vsako leto imamo kakor en velik izpit iz vseh področij. Tako da ja, vsako leto se učim spet. Naslednje vprašanje se navezuje na moje življenje v Dubaju. Torej, kako si se navadila na life tam, pa če je bilo kaj oziroma drugačen od lifea v Sloveniji? Kako hitro si se naučila jezik tam? Torej, prva stvar, ne govorim arabsko, znam ene par besed, razumem ene par besed, ampak ne govorim arabsko sploh, ker ta jezik je zelo, zelo, zelo zahteven. Tako da dvomim, da bom sploh kdaj govorila tekoče arabsko. Življenje v Dubaju je zelo, zelo, zelo drugačno kot življenje v Sloveniji. Prva stvar je, tukaj ni narave. Kakor smešno se to sliši, tukaj je samo pesek in pa stolpnice ter pa beton. Dobesedno nič drugega. Druga velika, velika razlika je temperatura. In sicer tukaj je zunanja temperatura med poletjem čez dan recimo od 38 do 43 stopinj Celzija, tako da je zelo, zelo, zelo težko se rekreirati zunaj, oziroma karkoli sploh delati zunaj. Ena razlika s Slovenijo je, da tukaj živi zelo, zelo, zelo veliko različnih ljudi. Je zelo zanimivo spoznavati toliko različnih kultur. Mislim, vsaj meni je bilo to vedno toliko fascinantno. Tako da ja, pa hrana. Hrana je tudi ena stvar, ki je čisto drugačna tukaj. Kvaliteta hrane v supermarketu oziroma v trgovini je od podna, da o mesu sploh ne govorim. Kar se pa tiče pa restavracij, so pa na nivoju. Restauracije so res dobre in tudi dosti ugodne. Imaš pa svega in svašta. Res, od japonske hrane do vietnamske, do južnoafriške, brazilske restauracije, pač vsega je toliko, da noro. Vprašanje številka, ne vem. Torej, Tjaša sprašuje, kam vse si že letela? Mislim, da preden sem se pridružila Emiratom, sem bila že v 13 državah. Ja, se mi zdi. To sem povedala v mojem prejšnjem Q&A-ju. Nisem ziher, ampak mislim, da je 13. Zdaj pa iskreno ne vem, ker nisem pogledala. Tako da bom pogledala na MyFlightRadar, ena aplikacija oziroma spletna stran, in pa dam tukaj screenshot, da si lahko pogledate. Ker res ne vem na pamet. Pozabila sem, preden sem začela tale video snemati, si pogledati. Lorenc sprašuje, imaš, ko nekam priletiš kot stevardesa, kaj časa za ogled mesta ali imaš takoj naslednji let? Zdaj je odvisno, a je let layover ali je turnaround. To pomeni, turnaround pomeni, da je let krajši od 5 ur v eno smer, in če je let krajši od 5 ur v eno smer, v bistvu samo naložimo potnike, jih odpeljemo na destinacijo, odložimo, naložimo nove potnike in pa jih pripeljemo nazaj na drugo destinacijo oziroma nazaj v Dubaj. Če pa je let daljši od 5 ur v eno smer, pa imamo ponavadi layover, to pomeni, da nam služba priskrbi hotel, v katerem prespimo, in pa imamo tudi v bistvu minimalno 24 ur počitka. Naslednje vprašanje, kakšna je situacija zdaj glede korone? Jaz mislim, da nam je tale korona vsem majčkeno zagodla, predvsem je obrnila na glavo turizem in pa letalski promet. Jaz sem imela v 4 mesecih, odkar se je začela korona, 2 leta in še to sta bila na pol prazna. Tako da je bila kar kriza, zdaj se počasi izboljšuje, tako da v avgustu imam 3 lete. Da se boste lažje predstavljali, ponavadi imam na mesec od 7 do 9 letov,
tako da zdaj smo na 3, tako da počasi se izboljšuje. Torej Lex z zelo luštno profilno sliko sprašuje, kje ti je bolje, v Sloveniji ali v Dubaju, ali greš še kaj na obisk v Slovenijo. Torej, vse ima svoje prednosti in pa slabosti. Jaz imam rada poletje, tukaj je skoraj celo leto poletje, je pa res, da zelo pogrešam naravo, tako da bi kar lahko rekla, da je v Sloveniji za živeti veliko boljš. Kar se pa tiče zaslužka in pa službene priložnosti, pa je tukaj seveda mnogo boljše. Ali greš kaj v Slovenijo na obisk? Seveda grem na dopust, če ne bi bilo te korone, bi bila doma že konec aprila, ker pa je ta korona seveda prepravila cel svet in pa ustavila potovanje oziroma promet. Mislim, da bom prišla domov čez kakšen mesec ali pa mogoče prej, če dobim dopust, res srčno upam, ker imam že ogromno domotožja. Imamo še eno vprašanje od Carpe Die. Je veliko deklet, ki se predčasno odloči, da ne zmore več. Torej, ta služba moram reči, da je zelo naporna, sploh kar se tiče spanca. Včasih sem tudi po koncu več kot 30 ur naenkrat in potem spim po 17 ur. Noro. Ampak ja, veliko ljudi se navduši za to službo, pride v Dubaj, proba in v bistvu po enem mesecu spozna, da to ni za njih oziroma da njihovo telo tega ne premore. Moram reči, da sem tudi sama opazila spremembe na mojem telesu, počutju in pa energiji, tako da ta služba zelo vpliva na vse to. Tako da ja, je kar dosti ljudi, ki se odloči za prekinitev pogodbe predčasno. Kdaj prideš nazaj v Slovenijo? Kot sem že povedala, ne vem, iskreno ne vem. Takoj, ko dobim dopust, skočim na avion in domov. Imaš domačo žival? Nimam domače živali, včasih sem imela mojega brata Roka, hecam se. Hecam se. Rokson, če to gledaš, rada te imam, pogrešam te. Ali heca, mora biti. V glavnem, nimam nobene domače živali, nikoli nismo imeli. Če bi imela, to ni domača žival, ampak če bi mogla, če bi hotela, če bi lahko imela žival, bi imela konje. Absolutno. Ranch, let's go. Konje. Takoj. Kam oziroma koga boš obiskala poleg družine najprej, ko se vrneš? Vse moje prijateljice, mojo bivšo službo, dorodnike. Kaj bom še obiskala? Šla bom na vse možne hribe in pa gore. Mogoče bom šla tudi na Bled, ker res pogrešam, iskreno, toliko pogrešam naravo, da vam sploh ne znam povedati. Tako da po mojem bom obiskala kar veliko slovenskih krajev oziroma znamenitosti. Pa pizzerijo pri Jurku. Na pico. Pa na kalamare. Če sam začnem razmišljati o tem, stari se mi začnejo sline cediti, tako da... Naslednje vprašanje po mojem mnenju govori o turbulenciji. Kaj je strah na letalu, da boste strmoglavili oziroma ali s tem nimaš težav? Iskreno s tem nimam težav, prej sem že nekajkrat bila na letalu, preden sem začela s to službo. Moram priznati, da me je bilo prej strah, ampak po izobraževanju oziroma po treningu, ki sem ga tukaj naredila, me ni strah, ker je veliko večja možnost, da te avto zbije, kakor pa da avion dol pade. Ampak, pred vsakim letom pomislim na mojo družino in pa na moje prijatelje in pa se v bistvu nekako, ne vem, ali to vraževerje ali ne, takole, preden grem v avion, se ga takole dotaknem in ga v bistvu potrepljam, kao se bo zdržal do konca, se bo zdržal danes. Tako da ja, ni me strah, nimam s tem težav, zaenkrat. Spet bomo govorili o hrani. Katero hrano pogrešaš v Dubaju, v Sloveniji, ki je v Dubaju ni, v Sloveniji pa na primer je. Paštet recimo v Dubaju nimaš. Res je, nimam margete paštete tukaj, sem jo dobila od moje mami. Ne vem, če slišiš, ampak začela se je molitev, ker imam tukaj zraven moje stavbe mosk oziroma džamijo, tako da tušten. Ampak ne, brez heca, sploh me ne moti, čisto sem se že navadila, tako da ja. Torej, paštet recimo v Dubaju nimaš. Kakor sem že rekla, margete paštete ni,
Mi je mami poslala nekaj, pogrešam pa tudi bar kafe kavo. Sploh ne znam povedati, koliko pogrešam bar kafe kavo. Tukaj turška kava ni ista, vse vrste, vse znamke sem probala, ampak bar kafe mi je še vedno top. Pa seveda domače kuhano hrano, filane paprike, na primer, vse vem, da bi jih lahko sama naredila, ampak se mi prstnic ne da kuhati samo za enega, filane paprike, tako da ja, to je v bistvu kar najbolj pogrešam. Pa vodo iz pipe, vodo iz pipe, ker tukaj moramo vodo kupovati, tako da vodo iz pipe res pogrešam. Bolj kot vse drugo. In pa zadnje vprašanje, ker se mi zdi, da bo ta video že tako zelo, zelo dolg. Kako poteka tvoj dan, ko si v službi? Hvala, Maja, za vprašanje. Tako da, najbolj, da kar grem po korakih. Torej, recimo, da imam nočni let, v bistvu ponavadi so to leti ob 3 zjutraj, 1 zjutraj. Zjutraj, ko se zbudim, torej en dan prej, poskušam v bistvu, še preden se zbudim, poskušam spati čim dlje, kolikor se da, zato ker vem, da ne bom spala zvečer. Torej pomeni, da ponavadi spim do 12, do 11, če se le da. Ponavadi se zgodi, da tiste dni, ko imam let, naslednji dan zvečer, se zbudim ob 10, 9 zjutraj, tako da. Potem probam čez dan majčkeno telovaditi, normalno se naredim, si prštimam kovček in pa ročno prtljago. Potem pa se v bistvu recimo, če imam ob 1 zjutraj let, se začnem ob 9 zvečer rihtati, tuš, make-up, uniformo si dam gor. Do 11, potem pa ob 11 grem na avtobus, ki me pripelje do moje službe. Tam se čekiram z mojo kartico. Potem imamo v bistvu en skupni sestanek v eni taki posebni sobi, preden gremo na letalo. Potem gremo na letalo, pripravimo letalo, kot je na primer pregledamo vso opremo, če je vse tipi-topi. Potem si ponovadi skuham hitro eno kavico, preden potniki pridejo na letalo, ker je 1 zjutraj in ponovadi že doma pijem kavo, pa še pol na letalu, v glavnem. In potem sprejmemo potnike na letalo in pomagam z vsemi kovčki in vsemi, naredim še en pregled in potem vzletimo, potem naredimo servis, to pomeni, da jim pripravimo hrano, postrežemo, pijačo in vse ostalo. Če je let daljši kot 8 ur, imamo tudi počitek, tako da grem v bistvu vmes, na primer let v Avstralijo je dolg 13 ur iz Dubaja, to pomeni, da imamo vmes 4 ure počitka in to najbrž ne veste, ampak na vrh ponavadi v letalu, sploh če je Boeing 777, ne vem, če se kdo spozna tukaj, ki to gleda, so v bistvu tako kakor ene majhne kapsule oziroma je tak hodnik in potem so tako nad zraven hodnička so postelje, kjer mi spimo oziroma počivamo. Tako da imam 4 ure počitka, ponavadi spim, ko ubita. Potem nas budijo, se oblečemo, naredimo nov servis, to pomeni, da vam spet damo hrano, pijačo, pomagamo komu, če kaj treba, bla, bla, bla. Jaz grem rada ponavadi še malo okrog po avionu, ker imamo en tak fotoaparat, polaroidni, in slikam otroke in da jim damo pol sliko za spomin. Ko pa pristanemo, pa spet normalno vse pomagam potnikom, gor, dol in tret, in potem nas upelje v hotel. Ko pridemo v hotel, spim, jem, spim, jem, spim, jem. Potem se gremo ogledati mesto oziroma kakršnokoli znamenitost, če smo v kakšnem takemu mestu. In ja, in to je to, in potem se pripravim za let nazaj. In potem to vse ponovim, potem ko pridem domov, spet jem, spim, jem, spim. In to je to. V bistvu tako izgleda moj urnik, oziroma en tak normalen dan, ki ponavadi ni samo 24 ur, ampak je dolg ponavadi kar 2 dni, tako da. In to je vse. Res iskrena hvala vsem, ki ste gledali. Še enkrat bi se rada zahvalila vsem, ki me followate na mojem Instagram accountu in pa seveda tudi na mojem TikToku, ker zdaj nas je res veliko. In tudi na YouTubu smo presegali 1000 naročnikov, tako da res vam hvala. Sploh ne veste, koliko mi to pomeni, prav en tak zagon mi da objavim več videov, pa vas v bistvu povabim v moje življenje. Res hvala vsem, ki ste zastavili vprašanja. Vprašanje je bilo veliko. Trudila sem se izbrati res tiste najbolj zanimive, pa zato, da se ne bi ponavljala. Bom pa naredila še kakšen Q&A tudi na mojemu Instagramu in pa seveda tudi na mojemu TikToku. In kaj mi še povem? Upam, da se imate fajn, upam, da uživate. In ena misel za na konec, to je moj rek, ki ga uporabljam že
odkar se spomnim, sam sproščeno, fante in dekleta, sam sproščeno. Tako da ja, hvala, da ste gledali. Ne pozabite se naročiti na tale kanal, spodaj je gumb subscribe oziroma naroči. In ja, se vidimo v mojem naslednjem videu.